A se spomnite, da je včasih imel C4 volan, pri katerem je ob vrtenju osrednji del ostal naravnost in se je v bistvu zavrtel samo obroč, ki si ga držal z rokami. No, na eni od predstavitev je nek tuj novinar v prvem ovinku zletel v jarek, ker mu ni bilo nič jasno, zakaj volan naravnost, če ga je pa ravno obrnil. Štor. In to je že prvi dokaz, da je C4 pravi posebnež, različne generacije z različnimi stvarmi, ampak precej posrečenimi, če vprašate mene. Tale novi kar z obliko, ki je res odpiljena. Že navaden izgleda fantastično, tale pa res poseben. Smo že rekli za kakšen avto, ampak tukaj se res zdi, da se ga je lotil nekdo s katano. Moment. Imam lih eno sabo, lahko bi še jaz probam. A veš? Pa kaj je stavo? Spet rekel, da tega je na parkingu v Prasku, ne? Tako kot vedno. Samo malo sem mislil probati, no. Tole, stari, no, grem kar stran. Lahko te prebrca malo. Si že strašil? Vas zanima, kakšen štromer je dejansko tole? Mislim, kako velika je baterija in koliko dejansko lahko prevozite med polnjenji. To je itak najbolj pomembno pri električnih avtomobilih. Ok, baterija ima 50 kWh in po VLTP naj bi bilo to dovolj za 350 prevoženih kilometrov. V praksi je doseg najbrž vseeno tako velik, da boste že 27krat nehali gledati tale prispevek. Za tiste, ki ste bolj panični, okrog 300, mogoče kakšen kilometer manj. Bom preveril naslednji teden in se zapeljal nekam daleč, velja. 3 načini vožnje so na voljo, kar je v bistvu precej značilno za električna vozila, in sicer normal, eko in sport. Jasno je, da je eko namenjen varčevanju in takrat je motor malo manj odzivan, sport pa ravno obratno, poskrbi za polni šus, ki ga zmore 100 kW elektromotor. Če se komu zdi, da je teh 136 konjev premalo, pozablja, da gre za elektromotor, ki svojih 260 Nm navora ponudi v vsakem trenutku. Pospeševanja so v bistvu precej dinamična. Lepo nabira hitrost. Ok, še o polnjenju lahko rečemo kakšno, ne? Serijsko ima polnilnik 7,4 kW, kar pomeni, da boste baterijo na takšni hišni ali pa javni polnilnici polnili 7 ur in pol. Priporočam doplačilo za 11 kW, potem bo baterija polna v 5 urah. Se že kar pozna. Če nimate hišne polnilnice, se z vami sploh ne pogovarjam, ker na navadni vtičnici pač ne boste baterije polnili več kot 20 ur, zato si jo vsekakor omislite. No, na poti in na hitrih polnilnicah lahko baterijo napolnite zelo hitro. 100 kW naenkrat sprejema pri enosmernem toku, kar pomeni, da je v pol ure že 80% polna. Vsaki 2 uri se ustavite za pol urce in gas naprej, če ste recimo na daljši poti. Pa če vas je strah, 8 let oziroma 160 000 prevoženih kilometrov je garancija na baterijo, takrat mora ponujati še vedno vsaj 70% kapacitete. Mislim, če to ni dovolj, pa kaj tazga.